spomladanskem času, recimo, je večji vpliv okolja, ne več je sonca, kakšne opekline se lahko pojavljajo, več je insektov, komarji, klopi, ugriz klopa je lahko nevaren, lahko povzroča vnetje možganovine, možganske ovojnice, borelije lahko prenaša, neugodna zadeva. Drugače, virusi se pojavijo, enterovirusi, ki lahko povzročijo driske, vnetje dihal. Te so v bistvu stvari, ki so, bi rekli, neke specifične bolezni v tem času. V drugo skupino so pa bolj funkcionalne motnje. To so pa tiste motnje, ki nastanejo verjetno zaradi motnje samega cirkadianega ritma. Vsi imamo mi neke naše funkcije, kot so pritisk, srčna frekvenca, tudi izločenje hormonov iz les, imajo nek določen ritem. In ta ritem je lahko zaradi spremembe okolja, recimo sonca, vremena, vreme se daljša, dan je daljši, noč je krajša, lahko pride do motnje teh ritmov, podobno kot je to, recimo, če mi potujemo na Kitajsko ali Ameriko, se pojavi avion tako imenovani jet lag. In to potem lahko spremeni ustroj teh hormonov, zlasti gre tukaj recimo za kortizol, adrenalin je tudi drug tempo tega in to privede potem do teh spomladanske utrujenosti. To je ena izmed taka specifična funkcionalna motnja v tem času. Hkrati v tem času vemo, da se pojavi več bolezni, recimo želodca, dvanajstnika, te ljudje, ki imajo te bolezni, vedno tožijo, da tam nekje spomladi ali pa začetku jeseni imajo več težav z želodcem, slabost, bruhanje, bolečine so bolj pogoste. No in naslednja taka bolezen je pravzaprav depresija. Depresija, veliko depresij, ta pravih, teh endogenih, ne govorim prilagoditvene motnje, če nekdo šef nekoga preveč maltretira, potem da kaže depresivnost. Gre za prave depresije, ki potekajo ciklično in najbolj pogosto se pojavijo ali v začetku pomladi ali pa potem jeseni, in pri teh bolnikih tudi recimo potrebno biti pač bolj pozorni. Da preventiva pravzaprav ni stvar medicine v večji meri, v manjši meri, to je stvar družbe. Družba je tista, ki bi morala ustrezno organizirati aktivnosti že od vrtca naprej, da bi pač ljudje se naučili že zdravo živeti. To je, če bi tako gledal, pravzaprav nosilec tega bi mogli biti družboslovne vede. Pri tem mislim učitelje, pa mislim psihologe, andragoge, to so te, ki bi mogli nositi večje breme, kineziologi recimo, zlasti bi poudaril diplomante fakultete za šport. Medicina pa ima potem seveda tu nekje svojo vlogo. Zdaj, poškodbe jasno največkrat nastanejo zato, ker pač nekdo se ukvarja z neko aktivnostjo, katere nikoski je ne pozna. V današnjem času je velik problem v tem, da vsak nekaj teče, in potem, ko jaz vem, sem dežural na maratonu veliko, pa sem to opazoval, veliko v teh imeli ogromne napake v sami tehniki teha, kar je potem pridoneslo, seveda sem siguran, do raznih poškodb kolka, kolena, hrbtenice in podobno. Skratka, če tukaj malo bolj razširim, je to nekaj, kar bi vsak človek, če se hoče ukvarjati s fizično nekim rekreativnim športom, bi mogel najprej vprašati pomoč nekega trenerja, da ga nauči pravilnega gibanja in s tem bi se število poškodb zmanjšalo. Zlasti bi bilo manj teh overuse, tako imenovanih overuse poškodb, kot je recimo teniški komolec, spet smo tukaj, nekdo bo začel igrati tenis, ker bo mislil, da je zelo dober, bo ga igral zelo na silo in seveda, ker bo tehnika napačna, dinamika gibanja bo napačna, bo prišlo do vnetja komolca, kar prinese potem do bolečine in podobno, lahko tudi do težjih poškodb na koncu. Podobno je s tekom, tako imenovani sindrom tractusa iliotibialisa, to je neka aponeuroza, nek ligament, ki poteka čez koleno. Če je napačna tehnika, pride do vnetja zlasti tega stranskega dela, kar zopet človeka onemogoča ne samo pri teku, tudi pri drugih gibanjih zlasti. Recimo človek si ne bi mislil, ampak pri plavanju, napačna tehnika plavanja pride do tega, da pride do okvare ramena. Ramen je tako imenovani swimmer's shoulder, vnetje pač te rotatorne manšete in zopet recimo pripelje do neke funkcionalne motnje življenja takega mladostnika ali pa tudi starejšega človeka. Se zdaj v končni fazi, če dalje več starejših ljudi se začne intenzivno ukvarjati v športu, pri tem pa mislim, da pozabi ravno to osnovno pristop.